Lepo pozdravljeni vsi in pa vsak posebej. Moje ime je Tanja Potočnik-Mesarič, prihajam s Fakultete za strojništvo iz Službe za gospodarske zadeve in komuniciranje. Danes bom z vami in bom vodila tole predstavitev. Izbira študija res ni preprosta zadeva in bo pač nedvomno vplivala pač na vašo odločitev v življenju, kam vas bo pot popeljala, ampak nikar toliko ni to tako strašnega. Marsikdo bo vam povedal, da je to eno najlepših vaš obdobij v življenju, ki vas čakajo. Za dobro odločitev v študiju so pomembne 3 točke. Eno zelo dobro samospoznavanje, se pravi tisto, kaj so vaši interesi, kaj so vaši talenti, sposobnosti, zbiranje informacij, da imate čim več pravih informacij na kupu, ter seveda, kakšne so zaposlitvene možnosti na koncu po končanem študiju. Prvo nalogo, seveda, samospoznavanje boste opravili sami, pri drugih 2 vam bomo pa pri tem pomagali mi. Mogoče za začetek, samo za pokušino, bi vam pokazala en filmček predstavitveni, ki ga tak čisto kratek, ki smo ga pripravili za vas. Na naši fakulteti izvajamo pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na področju strojništva že več kot stoletje. V tem času smo postali vodilna slovenska in mednarodno prepoznavna ustanova na področju strojništva, ki sodi med 200 najboljših fakultet na področju strojništva v svetu. Fakulteta je po svojem poslanstvu v prvi vrsti pedagoška ustanova, ki mora študentom zagotavljati vrhunska, temeljna in strokovna znanja ter držati stik z dosežki znanosti. Zato je ves čas v svoji častitljivi zgodovini razvijala sodobne in mednarodno primerljive vsebine in metode, uveljavljala visoke standarde zahtevnosti in kvalitete ter kompetence diplomantov, ki so bile cenjene v gospodarstvu doma in po svetu. Da bi se približali potrebam trga, smo prenovili študijski program z namenom, da se študentke in študenti opremimo s prepletom inženirskih znanj, s katerimi bodo tudi v prihodnje dosegali prebojna znanstvena odkritja ter svojim znanjem ostali nenadomestljiv člen gospodarstva. Kljub vsemu moram poudariti, da pedagoška dejavnost predstavlja manj kot polovico naših aktivnosti. Fakulteta je močno vpeta v gospodarstvo in je, če se osredotočimo na aplikativne raziskave, v zadnjih letih sodelovala skoraj 300 podjetij iz Slovenije in širše in vsako leto pridobi približno 50 mednarodnih projektov. Tudi pri znanstveno-raziskovalnih projektih ARRS smo izredno uspešni. V letu 2021 smo pridobili kar 13 projektov, kar predstavlja četrtino vseh projektov na področju tehnike. Ti uspehi niso samoumevni, ampak so rezultat sistematičnega pedagoškega, raziskovalnega dela naših zaposlenih. Verjamemo, da lahko skupaj dosežemo še veliko več, vendar zato potrebujemo boljšo infrastrukturo. Fakulteta je namreč že presegla zmogljivosti trenutnih prostorov, zato si prizadevamo za njeno čimprejšnjo selitev v univerzitetno središče Brdo. Dolgoročno bomo s tem zagotovili boljše inženirje, ki bodo s prenosom svojega znanja v domače gospodarstvo pomagali utrditi položaj Slovenije med globalno konkurenco. Inženirji strojništva poganjamo prihodnost. Samo to je bilo malo za pokušino, naprej pa bi samo pač povedala, kako bo izgledal današnja predstavitev, dnevni red. Najprej bo gospod dekan predstavil študij na Fakulteti za strojništvo, pokukali bomo v naše številne laboratorije, potem bodo naši uspešni alumni, to so naši diplomanti, nam bodo zaupali, zakaj so izbrali prav Fakulteto za strojništvo, pogledali bomo, kaj o študiju na fakulteti pravijo naši študenti, nato pa sledijo vprašanja. Naj poudarim, da bo šlo tukaj najprej za splošna vprašanja, na voljo za odgovore so vam tako takrat študenti kot pač študentski referat, na koncu pa imamo za vse tiste, ki jih zanima letalstvo, še nadaljujemo s predstavitvijo letalstva in seveda vprašanji in odgovori na
temo letalstva. Začnemo torej s predstavitvijo študija na Fakulteti za strojništvo. Z nami je gospod dekan, profesor dr. Mihael Sekavčnik. Gospod dekan, beseda je vaša. Ja, najlepša hvala, Tanja, za ta prekrasen uvod. V mojem imenu in seveda v imenu Fakultete za strojništvo bi seveda zaželil dobrodošlico vsem dijakinjam, vsem dijakom, ki ste se namenili ta čas, da se dobite dodatne informacije pred zelo pomembno odločitvijo v vašem življenju, ko boste zaključili srednješolsko usposabljanje in se že usmerjate proti vaši karieri. Zdaj, študij vsakršne vrste je vstopnica, na nek način je popotnica do vaših življenjskih ciljev in verjamem, da če ste se odločili danes pokukati, čeprav virtualno, tokrat v naše prostore Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, da vas tehnika zanima, da vas zanimajo reči, ki se tukaj odvijajo in jaz upam, da bomo s današnjo predstavitvijo Fakultete za strojništvo uspeli odgovoriti vsaj na tista prva najpomembnejša vprašanja, ki bi vas utegnila potem voditi do končne izbire glede vašega študija. Študij strojništva je v resnici poklic prihodnosti. Tukaj namreč razvijamo tehnologije in izdelki, ki šele prihajajo na trg in ki odgovarjajo zadnjim izzivom zahodne civilizacije, če tako rečem. In bistveno seveda vplivajo te tehnologije na kakovost življenja. Strojniki itak vse vedno rešimo na ustrezen način. Hvala lepa. Torej, tukaj, kot ste verjetno že opazili, ali pa še boste opazili, se način življenja in seveda tudi način dela v naših tovarnah, v naših industrijskih okoljih, tudi v javnem življenju se izrazito spreminja in na področju proizvodnih tehnologij se odvija tako imenovana industrijska revolucija 4.0, kot ste že verjetno kdaj slišali za ta izraz ali pa za to sintagmo, kakor temu tudi pravimo, ker se namreč izdelki za prihodnost bistveno razlikujejo od izdelkov, ki so bili izdelani v preteklosti na nekih tekočih trakovih v masovni produkciji. Danes morajo biti izdelki prilagojeni posameznemu uporabniku, kar pomeni, da se od izdelkov pričakuje prilagodljivost, povezljivost v internet stvari, te naprave in izdelki so povezani z namenom, da bi nam seveda dvignili kvaliteto življenja. Naprave postajajo čedalje manjše in zahtevajo nove tehnologije za njihovo obdelavo, bližamo se nanotehnologijam, čedalje več izdelkov se izdeluje z tako imenovanimi aditivnimi tehnologijami ali po domače 3D tiskom. In 3D tisk, kot veste, ni več samo tehnologija za izdelovanje nekih prototipov, da vidimo, kako izdelki se pravi izgledajo, ampak postaja 3D tehnologija že kar standardna tehnologija, s katerimi tovrstne izdelke pogosto najbolj ekonomično tudi naredimo. Uporabil sem izraz ekonomičnost, kar pomeni, da moramo tukaj pri izdelavi ali pri načrtovanju izdelkov upoštevati ne samo njihove konstrukcijske lastnosti, pač pa celoten pogled, kar pomeni na eni strani seveda tudi njihovo okoljsko vzdržnost, ta moment postaja čedalje bolj pomemben, kot veste, in pa na drugi strani treba je pogledati, kakšna bo končna cena takega izdelka, da bo seveda lahko tudi tržno zanimiv. Tukaj veste, da se na področju prometa zelo veliko dogaja, da nas ena tehnologija, ki je zaznamovala zadnjih 130 let, to se pravi motorji z notranjim izgorevanjem, počasi zapuščajo sceno in prihaja tako imenovana elektromobilnost. Elektromobilnost je povezana seveda s popolnoma novimi izzivi in točno te izzive tukaj na naši fakulteti seveda tudi
spoznavate. Seveda, tako kot sem že prej povedal, mi se zavedamo, da je okolje naše dejansko edino bogastvo, a ne? Če bomo to komponento zanemarili, seveda se ne bomo mogli nikjer več razvijati, naše življenjsko okolje bo degradirano in ravno z razvojem tako imenovanih zelenih tehnologij tudi na Fakulteti za strojništvo adekvatno odgovarjamo na izzive, ki jih ima današnje gospodarstvo na eni strani in pa seveda tudi prebivalstvo. Ne vem, če ste včeraj zasledili v Dnevniku, smo ravno predstavili, ko smo dobili en zelo pomemben evropski projekt. To je v resnici ena taka zelo velika nagrada za nas, ker so naši raziskovalci skupaj s študenti uspeli razviti novo tehnologijo za biološko razgradnjo odpadnih voda s pomočjo tako imenovane kavitacije, ki je sicer v tehniki dobro poznana, ampak ima zelo negativno konotacijo. Tukaj smo pa uspeli na fakulteti z novimi tehnologijami ta sicer negativni pojav obrniti sebi v prid, če se tako izognem. Hočem samo poudariti, da spodbujamo inovativnost, razmišljanje izven standardnih okvirov razmišljanja. Skratka, dostikrat nam kakšne take izvirne ideje, ki prihajajo seveda predvsem od študentov, uporabiti pri teh naših razvojnih nalogah in razvojnih projektih. Kot veste, se zahodna družba v celoti, ne samo v Sloveniji, stara. To pomeni, da prihajajo tudi na družbenem polju izzivi, ki jih prinaša starajoča se družba in tukaj Fakulteta za strojništvo zelo plodno sodeluje pri razvoju raznih ortopedskih pripomočkov, se pravi tudi pri raznih vsadkih, umetnih kolenih, zglobih, se pravi sklepih, kar prinaša pred nas v resnici kar velike izzive v povezavi z razvojem novih gradiv, z nanoobdelavo površin na način, da se potem ti vsadki čim bolj kompatibilno, biokompatibilno vključijo potem v pacientovo telo. Kot veste, se zdaj v evropskem merilu, pa tudi na zahodni polobli nasploh, izpostavlja ta tranzicija v izrabo obnovljivih virov energije, ki potem seveda napaja tudi zeleno in varno mobilnost. To so vsa ta tehnološka področja, na katerih Fakulteta za strojništvo krepi svoje kompetence in skuša z raziskovalnimi projekti odgovarjati na najbolj pereča vprašanja današnjega časa, tako kot tukaj zelo na kratko vidite. Na fakulteti smo izoblikovali 4 prednostna področja raziskovalna, v katere se vključujejo seveda tudi naši študenti, glede na seveda svoje preference, na svoje, bom rekel, znanja in glede na to, kaj v resnici si želijo v prihodnosti početi. Ta področja so tukaj pred vami na sliki prikazana. Ena je zeleno in varna mobilnost, ki naslavlja obdobje in varnost, seveda funkcionalni sestavni deli in sistemi v teh naših sodobnih vozilih, ki bodo gnani prej ko slej z elektrificiranimi pogonskimi sklopi, kar ne vključuje izključno baterijske pogone, ampak seveda tudi pogone na vodikove tehnologije, v katerih glavni sklop predstavljajo gorivne celice. To so že zdaj tehnologije, s katerimi se zelo intenzivno ukvarjamo na fakulteti in smo vključeni v odmevne raziskovalne projekte v Evropi in v svetovnem merilu. Drugo tako področje so tovarne prihodnosti, tako kot sem že prej omenil, ki naslavljajo vse izzive iz tako imenovane industrije 4.0, kar pomeni, da govorimo o pametnih tovarnah, kjer so posamezni proizvodni sistemi medsebojno povezani in se pravi, jih vodijo napredni algoritmi.
Sem sodijo seveda potem še napredne proizvodne tehnologije, glede same obdelave ali pa predelave in pa seveda povezani mehatronski proizvodni sistemi, ki tako pametno tovarno seveda sploh omogočajo. Kot sem že prej povedal, tako pomembno področje je zdravje v povezavi ne samo z starajočim prebivalstvom, pač pa z vsemi temi elementi, ki jih zdravje zahteva, to so biomehanika, biofluidika, kavitacija v medicini, diagnostične in terapevtske naprave in postopki, optimizacija procesov in infrastrukture. Se pravi, to so neka taka zelo, bom rekel, grobo rečena področja, ki jih naslavljamo pod skupno kapo zdravje. No in seveda trajnostna energija je kot bom rekel, Damoklejev meč, na katerega je treba ves čas odgovarjati. Gre za oblikovanje in modeliranje novih energijskih konceptov, za pametno načrtovanje, proizvodnja in shranjevanje energije, to je zelo velik izziv, sploh kadar oskrba z energijo temelji na obnovljivih virih energije, kot morda že veste. In pa seveda ukvarjamo se tudi z načini, kako končno porabo energije optimizirati, najprej zmanjšati, če pa to ne gre, pa seveda povezati z ostalimi sektorji in tako govorimo o sektorskem povezovanju, ker vemo, da današnji sistem je hermetično zaprt, energetika je en sektor, promet je drug sektor, poraba energije je tretji sektor, no in z povezovanjem teh sektorjev se da zelo veliko končne energije tudi privarčevati in to so vsa ta področja, s katerimi se mi ukvarjamo. Učitelji, raziskovalci in seveda preko projektov tudi študenti sodelujemo z odličnimi podjetji v regiji, ne samo v slovenskem, ampak tudi v mednarodnem merilu, in razvijamo nove izdelke in nove tehnologije. Dostikrat se seveda študenti že med samim študijem preko teh projektov seznanijo s temi podjetji in si naberejo prve zaposlitvene kompetence in dostikrat pravzaprav dobijo prvo zaposlitev že kar preko tovrstnih projektov. Mi smo lani začeli z popolnoma prenovljenim študijskim programom, s katerim smo ravno tisto, o čemer sem prej govoril, hoteli nasloviti. To je pa vrhunske zaposlitvene kompetence vas, dragi bodoči študentke in študenti, zato, da bi preko tega študijskega programa prvič dobili ustrezne vsebine, študijske vsebine, da boste prišli usposobljeni v industrijsko ali pa delovno okolje, brez potrebe, da bi se potem prekvalificirali, doizobrazili ali pa da bi pravzaprav ugotovili po študiju, da vam študijske vsebine kaj dosti pri izvajanju operacij v praksi ne pomagajo. Mi smo prenovili vse študijske programe, imamo dva prvostopenjska programa, to sta tista dva programa, ki vas verjetno danes najbolj zanimata. Potem imamo seveda še magistrski študijski program in potem doktorski študijski program v nadaljevanju. Tisto, kar je treba povedati, je, da imamo poleg slovenske akreditacije, kar je seveda nujno za izvajanje takega programa, tudi mednarodne certifikate oziroma mednarodne akreditacije za študijske programe, kar omogoča našim diplomantkam in diplomantom, da po zaključenem študiju izkazujejo svoje študijske kompetence enakovredno kot na primer nemški inženir ali pa magister s področja strojništva. Skratka, tukaj smo podvrženi zelo strogim akreditacijskim pregledom periodično in ne zaradi njih, ampak mi zaradi sebe zagotavljamo najvišjo stopnjo kakovosti pri izvajanju teh študijskih programov. Kot sem prej omenil, mi imamo dva prvostopenjska študijska programa, in sicer univerzitetni program prve stopnje, tako imenovani razvojno-raziskovalni program, in pa kasneje bom omenil še visokošolski strokovni študijski program, tako imenovani
projektno-aplikativni program, o katerem bom v nadaljevanju še kakšno besedo več povedal. Ampak če se osredotočimo zdaj najprej na univerzitetni študijski program prve stopnje, razvojno-raziskovalni program. Ta program traja, kot vidite, 6 semestrov, 3 študijska leta in je enovit, kar pomeni, da vsi študenti praktično skozi dobo tega programa poslušajo enake vsebine, z izjemo nekaj malega izbirnih vsebin, ki jih poslušajo bodisi na fakulteti za strojništvo ali pa da gredo kakšen predmet lahko poslušati tudi izven naše fakultete. Skratka, zakaj enovit? Tukaj nimamo ločitve študentov med samim študijem na posamezne smeri, posamezna področja strojništva z namenom, da dobijo res močna temeljna znanja. Ta študijski program je morebiti malo bolj zahteven z vidika matematike, fizike, termodinamike in ostalih, bom rekel, temeljnih ved, ki jih mora praktično vsak tehnično izobražen razvojni kader obvladati, da bi uspel potem razviti ustrezne ali pa da bi uspel ta temeljna znanja ustrezno nadgraditi z nekimi aplikativnimi kompetencami, ki bodo torej te strokovnjakinje in strokovnjake krasile potem kasneje v svojem poklicnem življenju. Naj takoj na tem mestu omenim, da po zaključenem usposabljanju na tem univerzitetnem študijskem programu diplomantke in diplomanti dobijo naziv diplomirani inženir strojništva oziroma diplomirana inženirka strojništva. Ni pa namen zdaj primarno, čeprav nekaj malega študentov se tudi za to odloči, ampak ni namen, da se študij na tej točki zaključi s to diplomo, ampak je v resnici namen tega študijskega programa nadaljevanje študija na magistrski stopnji, kjer potem diplomantke in diplomanti dobijo naziv magistrica oziroma magister strojništva. Zdaj, tako kot sem prej povedal, ta prvostopenjski program, razvojno-raziskovalni program, ki je enovit, traja 6 semestrov. Mi bomo letos vpisali 180 novih študentov na ta študijski program. Študij je samo redni, mi na fakulteti za strojništvo sploh nimamo izrednega študija, kar pomeni, da redni študenti dejansko obiskujejo predavanja in vaje od praktično jutra do večera, kot poteka pač ta študijski program. Zdaj, morebiti veste, da se interes za vpis na tehnične študije iz leta v leto povečuje, postaja bolj atraktiven, bolj zanimiv. Zaradi tega se nam dogaja, da zadnja leta napolnjujemo kvoto 180 vpisnih mest. Zdaj, če se nam slučajno zgodi, da je prijav več, kot je prostih študijskih mest akreditiranih, seveda potem imamo izbirni postopek, ki ga bom kasneje še razložil, ampak naj še pred tem povem, kakšni so vpisni pogoji za vpis na univerzitetni študijski program prve stopnje. Se pravi, na ta program se lahko vpišejo vsi, ali pa vpišete vsi, ki ste izdelali splošno maturo, ali imate, na primer, opravljeno poklicno maturo v enem izmed 4-letnih srednješolskih študijskih srednješolskih programih, na primer strojni tehnik, avtoservisni tehnik, elektrotehnik in tako naprej. Razen te poklicne mature pa morajo ti kandidati, ki se vpisujejo na ta univerzitetni študijski program, opraviti še izpit iz splošne mature, iz predmetnika in iz predmeta matematike. Se pravi, mora imeti še
znotraj te poklicne mature mora imeti opravljen izpit matematike, ki se sicer opravlja v splošni maturi. Se pravi, predmeta matematika kandidat ne sme izbrati pri poklicni maturi, ampak mora biti dejansko ta matematika znotraj te splošne mature izbrana. Zdaj, naj povem, da dijaki, ki se nagibajo k tovrstnemu študiju, se pravi k univerzitetnemu študiju, lahko pristopijo kot občani k splošni maturi in mislim, da je nekaj malega treba doplačati za opravljanje tega izpita. Predhodno se seveda morajo pripraviti na upravljanje matematike pri splošni maturi. Ni pa to, hočem samo to povedati, da tisti dijaki, ki ste mogoče zdaj na teh poklicnih srednjih šolah, zaradi tega ne rabite eno leto žrtvovati ali pa se usposabljati za splošno maturo, ampak se samo doizobrazite pri matematiki in greste kot občani delati predmet matematika pri splošni maturi. To poudarjam zaradi tega, ker nekateri tega niti ne vedo, da je ta varianta možna. V redu, zdaj to je še ena kurioziteta glede zaključnega izpita pred 1995 letom, kar za vas v resnici ne pride v poštev, moramo ga pa navesti, ker je tako napisano v naši akreditaciji. Če bo kandidatov za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa preveč in bo treba izvajati izbirni postopek, se bo pri vpisu, se bo prijavljene kandidatke in kandidati rangiralo, razvrščalo, pri čemer se bo upoštevalo seveda splošni uspeh pri splošni maturi, ki bo imel utež 30%, splošni uspeh v 3. in 4. letniku, ki bo imel ravno tako utež 30%, in pa potem seveda vrednotimo posebej uspeh pri predmetu matematika pri splošni maturi, ki ima utež 20%, in pa uspeh iz predmeta fizika ali mehanika pri splošni maturi, ki ima utež potem 20%. Pri kandidatih s poklicno maturo se pa, tako kot je tukaj navedeno, ravno tako razvrščajo kandidati po tem kriteriju, praktično identično, kot sem povedal za kandidate, ki imajo opravljeno splošno maturo. Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje, to je pa tisti paralelni program, ki ga mi po domače imenujemo projektno-aplikativni program. To pa je program, kjer študentke in študenti že med samim študijskim programom, ki traja prav tako 3 študijska leta, torej 6 semestrov, že pridobijo določena specifična znanja z posameznih področij strojništva in zatorej tak študij ni enovit. Ta študij seveda se potem, tako kot je navedeno na tej sliki, razvrsti na posamezne smeri. Po končanem študiju, po uspešno zaključenem študiju, diplomantke in diplomanti pridobijo naziv inženirka oziroma inženir strojništva, visokošolski strokovni študijski program. In pa seveda, kot sem prej omenil, namen tega študijskega programa je, da diplomantke in diplomanti dobijo že tovrstne zaposlitvene kompetence, ki jim omogočajo vstop v njihovo poklicno življenje. Seveda, pod določenimi pogoji nekateri lahko prestopijo tudi na magistrski študijski program, ampak seveda morajo potem opravljati določene diferencialne izpite, da bi lahko potem adekvatno vstopili v magistrskem študijskem programu skupaj z njihovimi kolegi, ki tja prihajajo iz, se pravi, univerzitetnega študijskega programa. Kot sem prej omenil, ta študijski program ni enovit. Po 1 letu in pol, se pravi 1 leto in pol, 3 semestre, ti študenti na tem študijskem programu poslušajo enake vsebine. Imajo enake matematike, imajo enake fizike, imajo enaka gradiva, imajo enake osnove z področja energetike.
Ampak potem po 3 semestrih se pa potem ti študenti že vpišejo na posamezne smeri. Kar pomeni, prvi letnik je splošen, v drugem letniku se pa študenti že morajo vpisati, recimo v drugi letnik, smer procesno strojništvo, energetsko strojništvo, konstruiranje ustrojnih naprav, konstruiranje industrijskih sistemov, proizvodne tehnologije, industrijsko inženirstvo. In kot veste, mi na tem visokošolskem študijskem programu prve stopnje izvajamo tudi študij za pridobitev poklica prometni pilot letala oziroma helikopterja in pa snovanje in vzdrževanje letal. Skratka, to so te posebnosti in o tem boste proti koncu današnjih informativnih dnevov še nekaj več izvedeli, vsi tisti, ki vas ti študijski programi zanimajo. Tako kot sem prej omenil, ni namen tega študijskega programa, da bi nadaljevali študij, ampak da dobite zaposlitvene kompetence za vstop v poklicno življenje. Za tiste, ki pa med samim študijem spoznajo, da jih zanima potem še naprej magistrski študijski program, pa morajo v resnici potem za nadaljevanje tega študija opravljati dodatne študijske obveznosti, in sicer opraviti morajo 2 dodatni matematiki, 2 diferencialna izpita, zato da potem lahko nadaljujejo študij na magistrskem študijskem programu. Zdaj, pogoji za vpis na visokošolski študijski program se malenkostno razlikujejo, kot veste, od pogojev za univerzitetni študijski program, in sicer vsi tisti, ki imate splošno maturo, seveda imate pač zadostni pogoj za to, da se vpišete na ta program. Lahko imate pa seveda tudi poklicno maturo v enem izmed 4-letnih srednješolskih programov. Kar nekaj kandidatov, kot sem videl danes, je prisotnih iz srednjih strokovnih šol, in pa se pravi, za vpis na visokošolski študijski program zadostuje potem preprosto ta poklicna matura na enem izmed tovrstnih srednješolskih programov. Tudi tukaj imamo potem neka merila, po katerih se držimo, kadar je interes za vpis na ta študijski program prevelik, in kot sem že prej omenil, ti študijski programi postajajo čedalje bolj zanimivi, zato ker diplomantkam in diplomantom omogočajo res takojšnjo in zanesljivo zaposlitev. Zaradi tega potem uveljavljamo merila za razvrščanje prijavljenih kandidatk in kandidatov. Tukaj ne bi ponavljal, ker je logika popolnoma identična. Pač več faktorjev upoštevamo, kot so splošni uspeh, se pravi pri maturi, splošni uspeh v 3. in 4. letniku, in pa potem posebej vrednotimo matematiko ali fiziko, zaradi tega, ker nas izkušnja uči, da sta te 2 predmeta v resnici zelo, zelo pomembna za uspešno nadaljevanje in zaključek tega našega študija. Zdaj, študijski proces je organiziran zaenkrat na tej fakulteti, ki je locirana na Aškerčevi 6. Tako kot je bilo v tistem filmu prikazano, se mi prizadevamo, da bi se v času še mogoče vašega študija preselili na novo lokacijo, to je ta kampus Brdo v Rožni dolini, kjer načrtujemo izgradnjo nove fakultete. Samo tako na hitro vam lahko povem, da imamo zagotovljeno financiranje tega novega objekta, glede same izvedbe smo pa tako rekoč pri zaključku vseh projektov, torej pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Tako da se bo ta gradnja začela že v resnici takrat, ko boste vi naši študentke in študenti na naši fakulteti. No, predavanja potekajo v predavalnicah, kot veste, načeloma niso obvezna, ampak tisti študenti, starejši študenti vam bodo radi povedali, da so zelo priporočljiva in da večina študentov dejansko hodi na predavanja, ker tam dobi
res prave informacije, usmeritve in pa seveda tudi vse tista znanja, ki jih potem potrebujejo, da uspešno opravljajo praktične vaje. Zdaj, vaje se pa opravljajo bodisi tudi v predavalnicah, take auditorne vaje. Potem imamo zelo veliko računalniških učilnic, v katerih lahko študenti potem delajo razne računalniške vaje, modeliranje, se pravi konstruiranje, modeliranje različnih fenomenov, od prenosa toplote do tokovnih, se pravi numerične simulacije tokov, ali pa na primer obremenitvenih stanj, deformacijskih stanj in vseh drugih vrst numeričnih, bom rekel, numeričnih eksperimentov se ta delati v teh učilnicah. In pa seveda praktične vaje vsebujejo tudi eksperimentalno delo. Zaradi tega bojo vsi študenti seveda potem opravijo tudi en tak skrajšan tečaj izvarstva pri delu, zato da lahko potem sodelujejo pri teh laboratorijskih vajah. Pri študiju vam ne pomagajo samo profesorji, asistenti, ampak seveda tudi si pomagate študenti med sabo tako, da starejši študenti postanejo tutorji in organizirano potem posredujejo znanja in izkušnje mlajšim študentom, ki šele vstopajo v ta študijski prostor in so mogoče včasih malo bolj zmedeni. Potem imamo tukaj še demonstratorje, ki pomagajo navadno asistentom, kadar so skupine študentov velike, zato da ti demonstratorji dejansko popestrijo ta pedagoški del. Mi imamo na fakulteti več študentskih projektov, dva zelo odmevna potekata že vrsto let in to je seveda Formula študent, ki vsako leto dobi nove izzive in potem ta ekipa mora se na nek način z svojo konstrukcijo tega bolida odzvati na te tehnične in pa še druge zahteve, ki jih ta komite izbere, in potem tekmujejo z številnimi univerzami, tudi najuglednejšimi univerzami po celi Evropi in tekmujejo od Avstrije do Portugalske. Skratka, ta ekipa je v resnici zelo uspešna in smo zelo ponosni na njo. Druga taka ekipa je skupinski projekt Design, Build, Fly, ki prav tako vsako leto, glede na zahteve tega projekta, izdelajo recimo brezpilotno letalo, ki upravlja določene naloge in seveda se potem posamezne ekipe iz celega sveta pomerijo in lahko s ponosom povem, da naši študenti pobirajo najvišja mesta in konkurirajo z ameriškimi univerzami. Skratka, moram vam povedati, da je ekipa pred 2 letoma pobrala prvo mesto na ameriških tleh, kar je bilo vsem tem univerzam, kot so Caltech, da ne govorim MIT, bom rekel, je šlo zelo, zelo v nos. Ampak velikost in na nek način tudi proračun, kot vidite, dostikrat ni pomemben. Pomembno je, da imamo tukaj kreativne, zagnane, motivirane mlade študentke in študente, ki znajo doprinesti k tovrstnim projektom. Ko boste vi začeli študirati, bo na fakulteti za strojništvo že deloval tudi tako imenovani odprti laboratorij. To je nek prostor, v katerem boste lahko, če boste pristopili k temu laboratoriju, uresničevali vaše bodisi individualne projekte ali pa se boste v skupinske projekte, kot sta bila na primer omenjena T2, pa T2 nista edina, vključili in boste lahko, bom rekel, pridobili poleg študija še dodatna znanja v timskem delu, skratka pri reševanju teh recimo izzivov. Zdaj, študij na fakulteti za strojništvo v resnici je kar zahteven. To je treba po pravici povedati. To ni neka, bom rekel, prostočasnica, ampak zahteva dejansko odgovoren pristop in resno delo. Kar pa še zdaleč ne pomeni, da seveda se bo vaše življenje ustavilo v recimo knjižnicah, v laboratorijih in da od tega življenja ne boste imeli nič družabnega. Nasprotno, mi ponujamo seveda študentom zelo veliko tudi obštudijskih
obštudijskih možnosti druženja, ker se zavedamo, da je to vaše obdobje, v katerem si boste zgradili partnerstva, si boste zgradili prijateljstva, ki bodo trajala celo življenje in vas bodo pomembno sooblikovala kot odgovorne osebnosti v vašem življenju. Tako organiziramo razne sejme, delavnice za javno nastopanje, ker smo opazili namreč, da mi zelo radi delamo po laboratorijih, pa da imamo malo manj izrazito ali pa izrazito poudarjene druge atribute, ki pa jih je treba v poslovnem svetu razviti. Se pravi, treba je komunicirati z okolico, treba je javno nastopati, treba se pravilno obnašati in tudi take veščine tukaj lahko pridobite. Imamo karierni center, ki vam nudi tudi na nek način karierno svetovanje, vključevanje v na primer razne študijske prakse. Tukaj imamo zelo razvite športne aktivnosti, se pravi, imamo šolo smučanje, pohodništvo, jadranje, odbojkarsko ekipo, košarkarsko ekipo. Moram vam povedati, da naši odbojkarji so premagali lani ekipo iz DIF-a, kar nam je seveda spet v zelo veliko čast. Tako da, glejte, tukaj se zelo veliko takih stvari dogaja. Potem imamo tehniško konferenco, ki tistim najbolj nadarjenim ali pa najbolj ambicioznim študentom omogoča na nek način že prvo seznanitev z raziskovalnim delom. To je ta konferenca Štekam, na kateri lahko študenti objavljajo ali pa objavijo in predstavijo svoj članek, svoj projekt in si na ta način pridobijo tudi enega od pogojev za tiste Zoisove štipendije, kjer ta javna agencija zahteva od kandidatov na študijskih programih, da pridobijo vsaj en tovrstni, bom rekel, dosežek. In mi smo s tem namenom potem organizirali to znanstveno-tehniško konferenco za študente, prilagojeno za študente. In vam moram povedati, da tudi naši zaposleni, raziskovalci, asistenti na tej konferenci predstavljajo rezultate svojega raziskovalnega dela in v to raziskovalno delo vključujejo seveda tudi študente in ti študenti se potem s temi dosežki lahko potem kandidirajo potem za te Zoisove štipendije. In pa cela vrsta nekih obštudijskih dejavnosti, več o tem vam bodo potem kolegi študenti še v nadaljevanju povedali. Tukajle vidite, smo kreativni. Zelo pomembno je, da se premišljeno odločite, da če vas zanima reševanje konkretnih izzivov iz sveta strojništva in ti izzivi neposredno naslavljajo na neke izzive v družbi, če ste ljudje ali pa mladi ljudje, bom rekel, sposobni v timu delati, se pravi v nekem timskem duhu, dobivati kreativne ideje, če ste sposobni sprejemati in poslušati tudi ideje vaših kolegic in kolegov, če ste pripravljeni na dobro mentoriranje in da že v samem študijskem času spoznate, kaj se v gospodarskem okolju dogaja, potem ste zelo dobrodošli pri nas. Mi to delamo tako, kot je tukaj z tole miselno igro predstavljeno, delamo to s strastjo. Tako da, kot sem že prej povedal, to rad povem, zdaj se tudi bližajo neke volitve, mladi ljudje ste, mogoče se tudi malo zanimate, kaj se dogaja na politični sceni. Poglejte, inženirke in inženirji smo zadovoljni takrat, kadar je naša rešitev 100% izvedena, če tako rečem. Politiki so zadovoljni, ko je njihov rezultat 51%, mi pa nismo zadovoljni, dokler ni 100%. In zato ne čudi tudi, da je zaposljivost inženirk in inženirjev 100%. Tako da tukaj boste dobili potem v nadaljevanju še več informacij preko spletne strani, preko referata za študentske zadeve. Če boste imeli
kakršnakoli vprašanja v zvezi z študijem, z vpisom, ali če si niste popolnoma odločeni in bi potrebovali dodatne informacije, ne se bati, pokličite na fakulteto za strojništvo, napišite mail, kamorkoli bo ta mail prispel. Če bo prispel k, na primer, profesorju, k vratarju, k asistentu, vedno bomo znali vaše vprašanje podaljšati do tiste osebe, ki vam bo posredovala najbolj relevanten odgovor. Tako da dobrodošli na fakulteti za strojništvo, mi se veselimo prav takih mladih, se pravi dijakinj in dijakov, ki prinašate svežino, ki prinašate življenjsko energijo, nove ideje in s katerimi je v raziskovalnem in pedagoškem delu res v veliko veselje sodelovati. Hvala lepa in če boste imeli kakšno vprašanje v nadaljevanju, sem z vami. Super. Najlepša hvala za te besede, gospod dekan. Mogoče vsem udeležencem, vam mogoče funkcija dekan nič ne pomeni. Na fakulteti je to zelo pomembna, najpomembnejša praktična funkcija, nekaj zelo podobnega mogoče, kakor je ravnatelj na srednji šoli, ampak vseeno zelo drugače. Nasploh je študij drugačen od vašega predhodnega izobraževanja, se pravi, to ne boste na vzgojno-izobraževalnem zavodu, ampak pedagoško-raziskovalnem. Kaj to pomeni? To pomeni, da vaši profesori ne bodo samo vaši profesori, pedagogi, ampak so hkrati tudi raziskovalci, ustvarjajo novo znanje v naših 33 laboratorijih. V teh laboratorijih boste seveda tudi vi preživeli kar nekaj časa in bi vam jih mogoče majčkan pokazali, da boste videli, kako izgledajo od znotraj. Izvolite. Živijo, Matevž, kako si? Živijo, Peter. Povej, rekel si, da imaš eno zanimivo zadevo. Ja, veš, da če lasersko obdelamo kovinsko površino, postane ta po obdelavi super hidrofilna oziroma super omočljiva, kar pomeni, da če na njo spustimo vodno kapljico, se ta povsem razleze in tvori tak tanek vodni film. Zanimivo je pa to, da če bi to površino pustili na zraku, bi lahko s časom postala super neomočljiva oziroma super hidrofobna in bi se ta ista kapljica od nje povsem elastično odbila. Kaj misliš? Misliš, da bi lahko to kje koristno uporabili? Ja, mogoče pa res. Večina sodobne elektronike je recimo danes hlajena s toplotnimi cevmi. To pomeni, da imamo na vročih delih, recimo mikroprocesorjih, nameščene toplotne cevi, v katerih je fluid. In ta fluid se uparja, potem v obliki pare preide v hlajeni del, recimo ventilatorski v tem primeru, in se kot kaplevina vrača nazaj. Če bi uspela to površino lasersko obdelati tako, da bi bila delno neomočljiva in delno omočljiva, bi lahko bistveno spremenila in izboljšala prenos toplote. A poskusiva, lahko bi eno kovinsko površino sedaj z našim laserskim sistemom obdelala v laboratoriju. Ok, dejva. To je laserski sistem, s katerim bomo sedaj poskusili spremeniti omočljivost te kovinske površine. Se pravi, površino postavlja pod laserski sistem in poženeva procesiranje. Predlagam, da greva pogledat, kako se je spremenila omočljivost te površine. Ok, pejmo. To je sistem za merjenje parametrov omočljivosti površin. Lasersko obdelano površino boš postavil pod kapilaro, na njo bova spustila kapljico vode in vse skupaj posnela s hitro kamero. Pričakovano, površina je super omočljiva. Res je, kapljica se popolnoma razleze po površini, vse skupaj se zgodi v manj kot sekundi. Glej, tukaj imam pa še testno površino, ki je s časom postala že super hidrofobna. A bi lahko tale tvoj poskus ponovila še na njej? Podajva. Poglej, kapljica se na površino sploh ne prime. Pride do popolnega odboja. Sem te prej na kavi prav razumel, da bi lahko na ta način dejansko izboljšala hlajenje sodobnih naprav? Da se o tem prepričava, greva izvedeti še teste prenosa toplote. To je eksperimentalni sistem za določanje učinkovitosti prenosa toplote površin. Najina lasersko obdelana površina je potopljena v vodo in segreta tako, da se na njej pojavljajo mehurčki. To je vrenje. Podobno se dogaja tudi v toplotnih ceveh, o katerih sva govorila prej na kavi.
S hitro infrardečo kamero opazujemo temperaturno polje na površinah, na katerih se dogaja vrenje. Povsod, kjer opaziš to modro pego, pride do tvorjenja vrelnega mehurčka in ta lokalno ohladi površino. Če ti pokažem temperaturno polje, ki je povprečje tega posnetka, lahko vidiš, da se vrenje dogaja ravno na površinah, ki so lasersko obdelane. Na teh delih površinah prihaja do intenzivnega odvoda toplote. Torej bi na ta način lahko dejansko izboljšala prenose za hlajenje. Ja, res. Tako, to je bilo mogoče malo, da smo pokukali v laboratorije. Rada bi z vami delila informacijo. Fakulteta za strojništvo je ena izmed 26, mi rečemo, članic, to je fakultet ali akademij Univerze v Ljubljani. Morda veste, da je pač Univerza v Ljubljani največja, najstarejša, pa tudi najboljša univerza v Sloveniji, ki kotira tam nekje med 3% najboljših univerz na svetu. Odvisno, katero boste rangirno lestvico pogledali. To lahko sami preverite, zelo enostavno vprašate na Google, šanghajsko lestvico, QS ranking, D-ranking ali pa še kaj podobnega. Gospod dekan je omenil, da imamo tudi mednarodno akreditacijo, to nima vsaka fakulteta, tako da to je tudi en zelo pomemben pokazatelj kakovosti na naši fakulteti. En zelo pomemben pokazatelj kakovosti so pa tudi naši alumni, naši diplomanti, se pravi, kaj počnejo naši diplomanti potem, ko zaključijo študij. In pogovarjali smo se s tremi, z dr. Špelo Bolko, ki je vodja tehnologije v podjetju Hidria, to je ena vodilnih globalnih korporacij na področju avtomobilskih in pa industrijskih tehnologij. S tem, da je bila Špela tudi nominiranka za inženirko leta 2020, istega leta pa je z inovativno tehnologijo Hidria Bond svojo ekipo se uvrstila v finalni izbor MČM Slovenija Best of the Best. Pogovarjali smo se tudi z Damjanom Širajem, tehničnim direktorjem v globalnem podjetju Yaskawa, to ste verjetno tudi že slišali za to podjetje, ki ponuja rešitve za mehatroniko in robotiko za podjetja. Skupaj s profesorji naše fakultete so prejeli visoko državno priznanje, Puhovo nagrado za vrhunske dosežke na področju industrijske in robotske tehnologije. In verjetno tudi poznate doktorja Jureta Kneza, ki je v letu 2000 s svojimi 3 partnerji ustanovil podjetje Devesoft, ki izdeluje merilne instrumente, ki se uporabljajo v laboratorijih letalske ter avtomobilske industrije po celem svetu. Njihovi kupci so zelo zveneča imena, kot so recimo NASA, Evropska vesoljska agencija, General Motors, Airbus, BMW, Audi, Volvo in še bi lahko naštevali. Skratka, same pač pomembne stranke, zanimivi naši so bili alumni, s katerimi smo se pogovarjali. Dajmo si pogledati posnetek. Samo sekundo, da jaz tole delim. Takole. Izvolite. Inženirje strojništva več kot očitno najdemo na vseh možnih položajih, na vseh področjih. In nekdo je nekoč dejal, strojnik je lahko vse, vsak pa ne more biti strojnik. No, nekaj zagotovo drži, dobrega inženirja strojništva odlikujeta radovednost in zanimanje za to, kako je svet nastal, kako se svet vrti in kako svet deluje. In sogovorniki so že v zgodnjih letih pokazali svojo tehnično naravo, ljubezen do matematike in fizike, razstavljanja, sestavljanja in pri vsem tem so tudi radi opazovali druge. Doktorica Bolka, vi ste bili med najboljšimi gimnazijci na Bežigrajski gimnaziji, lahko bi izbrali katerokoli fakulteto, pa ste se odločili za fakulteto za strojništvo. Kaj je botrovalo tej odločitvi? Tako, torej jaz sem zaključila gimnazijo v letu 2005, takrat sem bila zlata maturantka in lahko sem se dejansko vpisala tja, kamor me je zanimalo, kar je meni še danes en velik prestiž oziroma zelo veliko mi pomeni, da nisem bila omejena s tem. Zakaj sem se pa za strojništvo odločila? Zaradi tega, ker sem si želela študirati nekaj tehničnega, kjer na koncu prideš do izdelka, ki ga lahko tudi v roke primaš. Tako da ste se mi mogoče matematika in fizika zdeli malo preveč abstraktni, tudi računalništvo in elektrotehnika
Želela sem si stvari, kjer na koncu izdelek primaš, ki ga vidiš, kjer ni samo na računalniku ali pa na papirju. In koliko deklet je bilo takrat na fakulteti, kako ste se znašli v tem moškem svetu? Takrat, ko sem se jaz vpisovala, je bilo, mislim, da vse skupaj 12 deklet vpisanih, od tega je 8 realno hodil in tudi vseh 8 naredil faks. Za fante je mogoče statistika mičkan slabša. Mislim, da jih je bilo na univerzitetnem študiju okrog 200 do 250. Pa v povprečju se mi zdi, da je 80 do 100 prišli skozi, torej da so dejansko naredili tisto diplomo. Kar je meni še posebej pomembno je, da od teh 8 deklet, ki smo dokončale študij, smo 3 tudi doktorirale iz mojega letnika, kar pomeni, da dejansko smo se odločile za stvar, ki nas je veselila in smo vse stereotipe o tem, da punce pa zasem nismo premagale in vrgle. Zdaj, sam študij, jaz lahko rečem, da imam same pohvale o tem, pač ni bilo čutiti kaj na temo, joj, vi ste pa punce, za vas pa niste. Vsi in profesorji in sošolci so bili pač do nas, kako bi temu rekla, niso nas ujčkali, torej nihče nam ni gledal skozi prste, nihče nam pa tudi ovir ni postavljal. In meni se zdi to zelo, zelo dobra osnova za neko začetek dela oziroma začetek kariere, ker pač ti da vedeti, da si dejansko na isti štartni liniji kot vsi ostali in se mi zdi, da je to sporočilo, ki ga moramo prenašati tudi naprej. Gospod Čeraj, za vas je bil študij strojništva nekako kar logična izbira. Socialno okolje, v katerem ste odraščali, vas je nekako potegnilo v to smer. Jaz ko smo zaključevali osnovno šolo, nas je bila nekako skupina prijateljev, sošolcev, ki smo bili vsi nekako bolj tehnično naravnani in smo se ravno takrat odločali na podlagi informacij, ki so bile pač takrat na razpolago, se pravi, to vemo, da je kar že več kot 30 let nazaj, v kateri poklice usmeriti. In nekako v tistem času, pa iz okolja, iz katerega izhajam, to je na Notranjskem, smo imeli nekako najboljše povezave z Postojno, kjer so ravno pač kakšno leto prej odprli moderen srednješolski center, kjer so imeli 4 usmeritve, med njimi tudi strojno šolo. In druga opcija je pa bila, da se mogoče vozimo ali pa smo v internatu v Ljubljani, kar smo imeli takrat zelo slabe povezave, tako da smo se odločili za to prvo. In kar večja skupina mojih sošolcev in kasneje prijateljev, 5-6, se nas odločilo za to smer. In moram reči, da takoj, ko smo začeli v srednji šoli tudi z nekimi praktičnimi vsebinami, sem takoj ugotovil, da to je tisto, kar me rekel, osrečuje, kar mi daje neka znanja in pa neke predpogoje, da lahko ustvarjam, da lahko dodajam vrednost stvarem. In ta odločitev, tega nisem nikoli obžaloval. Tudi kasneje, seveda, ko smo šli spet večina teh sošolcev in prijateljev na strojno fakulteto, tu so se nam odprla nova obzorja, ugotovili smo, da stroji niso zgolj neki mehanski sestavi, da se jih lahko povezuje, da so nadgradljivi, da se jih da povezovati v linije in tako naprej. In to je samo še dodatno potrdilo mojo odločitev, da je to prava smer. Tukaj sem se našel noter in praktično vztrajam že celo življenje. Moram pa reči, da nekateri od teh mojih prijateljev oziroma od teh sošolcev pa niso več na strojnem področju, so šli v druge branže, ampak so ravno tako uspešni, tako da to je še en dokaz več, da strojna fakulteta in pa znanja, ki jih pridobiš tukaj, so koristna tudi na drugih področjih in praktično so uporabna skozi celo življenje. Knez, oba starša sta strojna inženirja. Mama je dobila tudi posebno priznanje za vseživljenjsko delo pri vzgoji in razvoju talentov in zdi se, da vam je bil poklic strojnega inženirja praktično položen v zibelko. A pravite, da starša nista, vsaj nezavestno, vplivala na vašo odločitev. Zakaj je bil študij strojništva za vas primeren? Ja, strojništvo je nekako od vsega skupaj oprijemljivo.
biti, voliti, vse te stvari so bolj v zraku in takrat v mladih letih sem se nekako pri železu, jeklu, kilah počutil bolj varno. No, je pa dejstvo, da je potrebno danes biti multidisciplinaren, tako da v bistvu sem začel s programiranjem, potem šel na elektroniko in zdaj šele v zadnjih 10 letih recimo pa več delamo nazaj na pločevini oziroma na aluminiju za izdelavo hiš inštrumentov. Ja, tako, sej študij je en korak v razvoju vsakega. Mislim, da se danes mladi zavedajo, da je pač študij neka vstopnica, da pa je potrebno vseživljenjsko učenje na določenih specifičnih področjih. Tako da dejansko priporočam, da v času študija že greste po svetu, že greste do podjetij in da preizkusite realni svet, ker je realni svet fascinanten, zanimiv in to je tisto, in ti da prava strast, ki je potrebna za to, da potem preživiš tudi matematiko in fiziko in takšne predmete, pri katerih običajno ne vidiš nekega smisla, so pa zelo smiselni potem, ko se aplicirajo v praksi. Tako, to so bili naši alumni, svojo strast do študija na fakulteti za strojništvo pa delijo tudi naši študenti. Poglejmo, kaj v študiju na naši fakulteti pravijo študenti, kaj je sploh študentski svet, katere so dodatne dejavnosti, ki jih imajo študenti, prisluhnimo jim. Pozdravljeni, sem Matija Špegel, predsednik študentskega sveta Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. V naslednjem videoposnetku vam bomo študenti Fakultete za strojništvo na kratko predstavili, kako izgleda študij pri nas. Študentski svet je uradni predstavnik vseh študentov na fakulteti in edini uradni organ, ki povezuje študente z vodstvom fakultete, univerzo in drugimi organizacijami. Svetniki študentskega sveta so člani raznih komisij senata in pa senata, ki predstavlja najvišji strokovni organ fakultete. Naša glavna naloga je opozarjanje na morebitne napake, ki se dogajajo tekom študijskega procesa, organiziranje obštudijskih dejavnosti izobraževalne narave in pa koordiniranje tutorstva na Fakulteti za strojništvo. Starejši študenti Fakultete za strojništvo smo tukaj za vas, mlajše študente prvih letnikov, da vam predstavimo fakulteto, njeno delovanje in potek študija. Na ta način lahko fakulteto spoznate in se v njo lažje vključite, ter tudi z naše strani pridobite nasvete, ki vam lahko pri študiju pomagajo. Kasneje, če vas zanima študentska izmenjava, lahko dobite tudi pomoč Erasmus tutorjev. Fakulteta za strojništvo vsako leto organizira tudi študentsko-tehniško konferenco Štekam, na kateri lahko študentje predstavljajo svoje raziskovalno delo v obliki znanstvenih ali strokovnih člankov, le te pa lahko kasneje uporabijo tudi za pridobitev Zoisove štipendije ali iskanje zaposlitve. Na fakulteti deluje tudi študentska organizacija študentjestrojnik.si, ki poleg izobraževalnih dogodkov, kot so recimo jezikovni tečaji, navtični tečaji, tečaji programiranja, organizira tudi bolj zabavne dogodke, kot so kakšna okrogla miza na tematike, ki so zanimive študentom, in pa tudi veliki strojniški piknik. Na Fakulteti za strojništvo imamo 2 programa na dodiplomskem študiju. Prvi je Univerzitetni razvojno-raziskovalni program ali RRP, ter drugi Visokošolski strokovni projektno-aplikativni program ali PAP. Na RRP programu se bolj osredotočimo na splošnejšo in zahtevnejšo teorijo, saj se pričakuje, da bo večina študentov študij nadaljevala tudi na magistrskem programu. Medtem je PAP program bolj praktično usmerjen in omogoča možnost hitrejše usmeritve na bolj specifična področja. Pred vami je matura, ena izmed najtežjih preizkušenj do sedaj. Potem pa vas čaka študij na univerzi, mogoče tudi na Fakulteti za strojništvo, kjer boste raven znanja dvignili iz mature preko diplomskega študija in potem še više preko magistrskega študija. Obstaja tudi doktorski študij, vendar je bolj pomembno, da vam povem, da na tej univerzi ne boste le številka,
vendar boste lahko pri predmetih, ki vam bodo res všeč, sodelovali v laboratorijih in spoznali nove tehnologije, ki se razvijajo prav tukaj na Fakulteti za strojništvo. Že na dodiplomskem študiju se boste v okviru laboratorijskih vaj srečali z raziskovalnim delom na vrhunski raziskovalni opremi. Osrednja področja raziskav, ki jih pokriva študij na Fakulteti za strojništvo, so procesno in energetsko strojništvo, mehatronika in laserska tehnika, mehanika in konstrukterstvo ter proizvodno strojništvo. Na PAP programu pa je posebnost tudi študij letalstva. Na Fakulteti za strojništvo imamo super pogoje za študij. Tukaj le pred mano so stopnice, po katerih se boste vsak dan vzpenjali do predavalnic, do kolokvijev pa do izpitov. Pojdimo še kaj pogledati. V avli pogosto najdemo študentske stojnice, študentske organizacije in študentskega sveta, kjer se lahko iz prve roke informirate o dejavnostih na fakulteti, si vzamete brezplačno kavo, prigrizke, blok, pisalo in se podružite z drugimi študenti. Imamo tudi FS Cafe, idealno mesto za druženje s prijatelji, učenje za kolokvij ali izpit in seveda toplo kavo. Na Fakulteti za strojništvo imamo tudi svojo lastno knjižnico, ki omogoča izposojo gradiva, nakup gradiva in seveda je to še en prostor za učenje. Študentje imamo tudi svojo lastno predavalnico, ki je namenjena učenju, sodelovanju na projektnih nalogah in seveda študentom, ki se želijo preizkusiti v razlagi snovi svojim prijateljem. Tada! Pohvalimo se lahko tudi svojo lastno menzo in jedilnico, kjer se boste okrepčali in to na študentski bon po najnižji ceni. Imamo tudi odprti laboratorij, kjer lahko študenti svoje projekte spremenimo v realnost. V primeru, da se lotite kakšnega kompleksnejšega projekta, kjer potrebujete bolj specifične kose za svoj izdelek, pa lahko vedno pristopite do laboratorijev Fakultete za strojništvo, se dogovorite s profesorji in asistenti in uporabite vrhunsko, sicer raziskovalno opremo za svoje namene. Prvi kavomat, drugi kavomat, tretji kavomat. Študenti smo na Fakulteti za strojništvo zelo povezani in skupaj stremimo k izboljšanju položaja študenta na fakulteti, položaja fakultete na univerzi in pa seveda izboljšanje položaja slovenskega gospodarstva v mednarodnem okolju. S profesorji, asistenti ter drugimi zaposlenimi na fakulteti smo v dobrih odnosih in skupaj ustvarjamo prijetno vzdušje, katerega del lahko postaneš tudi ti. Tako, zdaj pa čisto res k letalcem. Imamo dva gosta tudi zraven, nadporočnika Davida Bojanca in majorja Andreja Klinarja iz Slovenske vojske ter seveda našega sodelavca doktorja Igorja Petroviča. Za začetek bi vam jaz rada predvajala en njihov predstavitveni filmček, tako od vojske, kakor od doktorja Petroviča, če mi date sekundico. Evo. Pa poglejmo. Lepo pozdravljeni, sem Igor Petrovič, predavatelj na letalski šoli Fakultete za strojništvo in rad bi vam predstavil smer letalstva na visokošolskem strokovnem študiju Fakultete za strojništvo. V okviru smeri letalstva izvajamo usmeritev prometni pilot letala ali helikopterja ter usmeritev snovanje in vzdrževanje letal. Za izbiro letalstva se je najprej potrebno vpisati na Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani. Pri tem je potrebno izbrati projektno-aplikativni program oziroma program visokošolskega strokovnega študija. Na tem programu so različne smeri, ena od teh je tudi smer letalstva, katero pa izberete šele kasneje. Še kasneje se smer letalstva razdeli v dve usmeritvi. Usmeritev prometni pilot letala ali helikopterja ter usmeritev snovanje in vzdrževanje letal. V prvih 3 semestrih, torej v prvem letu in pol, študentje poslušate splošne strojniške predmete.
V 4. semestru, torej drugi polovici 2. letnika, pa se prične letalska šola in takrat se pričnejo tudi strokovni letalski predmeti. Poleg vseh študijskih obveznosti morate študenti opraviti tudi obvezno praktično usposabljanje. To lahko uporabljate tako kot vsi študentje Fakultete za strojništvo kot praktično usposabljanje v podjetju, piloti pa lahko to upravljate kot nalet v letalski šoli. Razdelitev na usmeritve je podrobneje prikazana tu na shemi, kjer je z rdečo označena naša letalska šola. Letalska šola je odobrena organizacija za usposabljanje pilotov, ki ima posebna pravila. Ta del se izvaja na usmeritvi prometni pilot letala in prometni pilot helikopterja. Druga usmeritev je usmeritev snovanja in vzdrževanja letal. Ne glede na usmeritev in ne glede na izpolnjevanje posebnih pogojev letalske šole, pa ob uspešnem zaključku študija postanete diplomirani inženir oziroma inženirke strojništva. Letalska smer je torej za vse, ki vas zanima letalstvo in ne samo za tiste, ki želite postati piloti. Če pa pogledamo, kaj pomeni sploh odobrena organizacija za usposabljanje, to pomeni, da delujemo v skladu z uredbami Evropske unije ter predpisi Evropske agencije za letalsko varnost. Tiste šole, ki vse to izpolnjujejo, in Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, ki izvaja tudi nadzor nad organizacijami za usposabljanje, lahko podeli certifikat odobrene organizacije za usposabljanje. Pri nas imamo pridobljen certifikat za modularno usposabljanje, kar pomeni, da je pred pričetkom izobraževanja potrebno izpolniti določen pogoj. Ta pogoj je licenca športnega pilota letala ali helikopterja. Če si podrobneje pogledamo usmeritev prometni pilot letala ali helikopterja, ugotovimo, da Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani nudi teoretično usposabljanje, ki po količini in vsebini ustreza modularnemu načinu usposabljanja za licenco prometnega pilota letala ali helikopterja. Pri tem naj poudarim, da praktično usposabljanje poteka v drugih letalskih šolah in ga mi ne izvajamo. Zato, da postanete pilot za letenje nasploh, je kombinacija tehnike, znanja in spretnosti in zahteva stalno obnavljanje in izpopolnjevanje praktičnega in teoretičnega znanja. Teoretično znanje boste pridobili v času usposabljanja v naši šoli, praktično pa v šolah, ki izvajajo nalete. Za kompetentnega pilota pa morate tudi vi poskrbeti za vašo zdravstveno sposobnost in finančno zmožnost. Glede zdravstvene sposobnosti je tako, da za športnega pilota se zahteva zdravniško spričevalo vsaj 2. razreda, za pridobitev licence poklicnega oziroma prometnega pilota pa zdravniško spričevalo 1. razreda. Zdravnik vam sicer lahko izda zdravniško spričevalo z dovoljenimi omejitvami, kot na primer nošenje očal, pri čemer očala kot taka niso težava. Težave so na primer epilepsija, ekstremna slabovidnost in vkolikor dvomite v svoje zdravstvene sposobnosti, se pogovorite z letalskim zdravnikom oziroma opravite zdravniški pregled ustreznega razreda pred pričetkom usposabljanja. Glede finančnih zmožnosti vam lahko pomaga na primer aktivno delo v aeroklubu, kjer lahko s sodelovanjem si potem znižate stroške šolanja. Poleg tega pa vam lahko pomaga tudi štipendijski program Slovenske vojske, vkolikor uspešno opravite selekcijo za pilota v Slovenski vojski. Več o tem bo predstavljeno v drugi predstavitvi. Število ur, ki je potrebno za teoretično in praktično usposabljanje, pa je prikazano v tej tabeli, kjer je PPL, torej licenca športnega pilota letala, prikazana kot licenca, za katero potrebujete 100 ur teoretičnega usposabljanja in vsaj 45 ur praktičnega usposabljanja. Realno se v letalskih šolah, kjer izvajajo PPL licence, ponavadi letijo študentje nekje 60 ur, to pa lahko pravite v aeroklubih, kot na primer Lesce, Maribor, Celje in druge. Cena PPL licence je okvirno 8.000 evrov.
To je seveda tudi pogoj za naše modularno usposabljanje, po katerem vam priznamo poslušanje teorije za ATPL licenco, torej za to licenco, ki je za prometnega pilota letala. Do tja je potrebno opraviti še licenco poklicnega pilota letala in različne ratinge, kot naprimer za instrumentalno letenje, za multi-engine in tako naprej. ATPL licenca kot vaš končni cilj za prometnega pilota letala dobite takrat, ko izpolnite različne pogoje. Pogoj o teoretičnem usposabljanju dobite izpolnjen pri nas, pri čemer še vedno morate po končanem usposabljanju opraviti izpite na Javni agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije. Poleg tega pa potrebujete še 1500 ur praktičnega usposabljanja, kar pa pridobite tekom celotnega naleta preko PPL, CPL in drugih letenj, se pravi ne samo licenc, tudi preko letenj in na koncu že v službi, kot naprimer letite kot kopiloti in s tem pridobite izkušnje, lahko opravite vaš ATPL licenco. Cene ATPL licenc se gibljajo, vkolikor bi začeli približno od začetka, od 50.000 do 150.000 evrov, odvisno od tega, kolikor se sami angažirate ter kakšne pogoje vam ponuja vaš delodajalec. Ravno s tem, ko sodelujete pri aeroklubih oziroma sploh, če ste član štipendist Slovenske vojske ali kako drugače, pa si lahko te stroške bistveno znižate. Na koncu naj še poudarim za to usmeritev pogoje, ki so potrebni, da pridobite potrdilo o zaključenem teoretičnem ATPL usposabljanju na naši letalski šoli. Zato, da sploh pristopite, je potrebno pridobljeno dovoljenje športnega pilota letala ali helikopterja pred pričetkom drugega semestra drugega letnika. Potem, ko pričnete, in morate opraviti vseh 14 letalskih predmetov z vsaj 75% uspešnostjo. Poleg tega morate vse 14 predmetov opraviti v 18 mesecih od začetka šolanja ter biti vsaj 80% prisotni na predavanjih in vajah. Ker so pravilniki in uredbe živa stvar, ki se spremenijo, so te pogoji tudi lahko spreminjajo. Spremembe bomo objavili tudi na naši spletni strani, v skladu z smernicami Evropske unije. Druga usmeritev je usmeritev zasnovanja in vzdrževanja letal. Tu diplomanti pridobijo osnovna znanja za konstruiranje in za vzdrževanje letal. Poleg profesorjev in asistentov z akademskimi izkušnjami, na smeri sodelujejo tudi zunanji predavatelji z bogatimi izkušnjami iz konstruiranja letal. Prav tako sodelujemo tudi s podjetji, ki vzdržujejo letala in skrbimo za prenos znanja iz podjetij na študente. Ker je tudi vzdrževanje letal regulirano z uredbami EU, je tudi tu poskrbljeno za del potrebnega znanja za pridobitev EASINE licence za vzdrževanje letalnikov. Po končanem študiju vam na CAA priznajo dobršen del modulov za licenco za vzdrževanje. 4 module pa morate poslušati oziroma oddelati pri drugih ponudnikih tega izobraževanja v Sloveniji ali kjerkoli drugje. Pri tem je pomembno poudariti, da tole, kar je tukaj, je za licenco kategorije C, imate pa še kategorijo A ali B. V okviru študija organiziramo tudi različne ekskurzije v podjetja, ki nam omogočijo vpogled v njihovo delovanje oziroma v tisti del, ki je vezan na študij. Tako na primer lahko vidimo delovanje letalskih inštrumentov, podrobnosti sistemov in konstrukcij na letalih, postopke preiskovanja letalskih nesreč, delovanje policijske in vojaške letalske enote, delovanje organizacij za vzdrževanje letal in tudi druge, ki so povezane z študijem. Poleg vpogleda v delovanje, lahko študentje tudi direktno navežete stike z vašimi morebitnimi delodajalci. Naj poudarim, da smer letalstva na visokošolskem strokovnem študiju omogoča kot edini center teoretičnega usposabljanja prometnih pilotov v Sloveniji, da pridobite široko tehnično znanje, visokošolsko strokovno izobrazbo in strokovno letalsko znanje v skladu z EASINimi predpisi in je brezplačno.
Na koncu tudi pridobite naziv diplomirani inženir ali inženirka strojništva. Vkolikor bi želeli kakšne dodatne informacije, lahko pogledate na našo spletno stran Laboratorija za aeronautiko ali pišete ali me kontaktirate na telefon oziroma na elektronski naslov. Hvala za vašo pozornost. This is how it's gonna be. This is what you think of me. It's going down like I told you. This is how it's gonna be. I'll be the last man standing here. I'm not going anywhere. It's going down like I told you. I'll be the last man standing here. I'm gonna rock you. I'm gonna rock you. I'm gonna rock you. I'll have you begging for mercy, oh. I'm dangerous. So dangerous. I'm dangerous. Oscar 44, turn left at Echo, crossing crossing, turn left at Delta, crossing to the left and contact now went off. Left at Cause here I come. I'm gonna rock you. I'm gonna rock you. I'm gonna rock you. I'll have you begging for mercy, oh. I'm dangerous. So dangerous. I'm dangerous. So dangerous. Lepo pozdravljene, bodoče pilotke in piloti. Kot predstavnik Slovenske vojske vam bom predstavil načine zaposlitve kot pilot letala ali helikopterja. Vaš osnovni vir informacij boste poiskali na spletni strani postanivojak.si, kjer boste načeloma dobili vse možne informacije. Od tega, zakaj postati vojak, kakšni so splošni pogoji, zdravniški pregledi, kako poteka usposabljanje in konec koncev tudi plača. Pod zavihkom štipendiranje boste pa dobili za vas najbolj zanimive informacije. Ugotovili boste, da vojska vsako leto pripravlja kar nekaj razpisov za podelitev štipendij in ravno štipendija je vaša karta v svet vojaškega letalstva. Program in kriterij in izbor za selekcije kandidatov prav tako najdete na omenjeni strani, kot tudi vse ugodnosti in pogojev za pridobitev štipendije. Na spletni strani lahko najdete tudi ostale zanimive informacije, od tega, katerih poklicev vse opravljamo v Slovenski vojski, verjetno vas bo najbolj zanimalo prav letalstvo, in pod sklopom letalstvo vas najbrž zanima ravno, kako postati pilot. Na spletni strani lahko najdete tudi ključne podatke, kateri vas bodo zanimali, od tega, katero opremo in naloge opravljamo, do pogojev in načinov usposabljanja. Prav tako vas bomo v naslednjih posnetkih seznanili z načinom pridobitve štipendije, karierno potjo in načinom selekcije. V Slovenski vojski je v primeru, če nekdo želi postati pilot, potrebno najprej opraviti seveda srednjo šolo, pa potem se vpisati na fakulteto za strojništvo v Ljubljani, kjer obstaja smer letalstva. V času upravljanja fakultete strojništva smer letalstvo sem se prijavil na razpis v
na razpis Slovenske vojske za štipendijo za pilota in sedaj letim na Pilatusu PC-9. Po končani izobrazbi, se pravi po končanem študiju te smeri letalstva in seveda potem, ko opraviš selekcijo v letalski šoli in si sprejet med pilote, se zaposliš v Slovenski vojski. S pomočjo štipendije sem uspešno opravil fakulteto za strojništvo, smer letalstvo. Poleg tega pa sem se lahko uspešno fizično pripravil za opravljanje temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja. Se pravi, v Vipavi traja usposabljanje tako kot za ostale vojake, cirka 3 mesece oziroma 3 mesece pa pol. Po končanju Vipavi pa je potrebno opraviti še šolo za častnike. Ta šola za častnike traja 1 leto in po končani šoli za častnike ta naš nov pripadnik pride sem v letalsko šolo. Se je smiselno odločiti za štipendijo, omogočala je tudi pridobitev vseh potrebnih licenc za dokončanje teorij ATPL-a in naprej zaposlitva vojske. Največja dodana vrednost štipendije kot pilota v Slovenski vojski, da nekako s to štipendijo dobimo tudi rezerviran sedež za kasnejšo kariero po opravljenem študiju. Sedaj pa živim svoje otroške sanje in obenem služim svoji domovini. S selektivnim letenjem so kandidati začeli 6. septembra. Smo jih seznanili z hišnim redom vojašnice, nastanili. Potem so sledila teoretična predavanja, najprej o letališču, osnovah aerodinamike, zatem o letalu Zlin 242L, češkega proizvajalca, na katerem tudi letijo. Seznanili smo jih s tehnikom pilotiranja in z vajami, katere izvajajo na selektivnem letenju. S teorijo smo zaključili v četrtek. Vsi so uspešno opravili teste in v petek začeli z praktičnim letenjem. Prejšnji teden smo se učili o letalu, o letenju, o vseh režimih, zavojih. Ta teden imamo pa vsak dan po 3 lete, tako da je kar zanimiv. Trenutno smo v drugi fazi selektivnega letenja, kjer izvajamo praktično preverjanje sposobnosti kandidatov. Letos 5 kandidatov na letalih Zlin. Samo letenje poteka v 30 letih, v 6 urah. Zadnji let je izpitni let, ves čas se spremlja napredek kandidatov, kako se odzivajo v različnih situacijah, kakšno količino znanja so sposobni sprejeti, kako hiter je njihov napredek in pa če so v bistvu sposobni upravljati to službo tudi v nadaljnje. In na koncu bomo zbrali tiste kandidate, ki so za to primerni in kasneje ratajo naši štipendisti. Po letu sem bil kar zadovoljen, inštruktor me je sicer opozoril na par napak, ki jih je treba pri naslednjem letu odpraviti. Napake si zapišemo in potem naredimo analizo leta in tako se potem dan konča in naredimo še priprave za naslednji dan. Danes smo imeli zavoje, režime, nadaljujemo zdaj s šolskimi krogi, potem pa sledi akrobacije in na koncu bo pa še izpitni let. Tudi midva so se lani udeležila selektivnega letenja in štipendijo sva dobila, torej že 1 leto dobivamo štipendijo in pač letos nadaljujemo šolanje na letalih in upamo, da bo tudi letos kolegom uspelo dobiti to štipendijo. V naslednjem posnetku si boste lahko ogledali delo v operativni enoti helikopterske eskadrilje.
Letenja vojska ponuja tudi številne druga delovna mesta. V 153 letalsko-tehnični eskadrilji 15. polka vojaškega letalstva imamo usposobljene pripadnike, ki izvajajo vzdrževanje in popravila naših letal in helikopterjev. Slovenska vojska ima na ta način vedno na voljo letala in helikopterje, ki jih potrebuje za izvedbo dodeljenih nalog, tako vojaških kot tudi civilnih. Varnost v letalskem prometu je naša največja skrb. Naše preiskave so usmerjene v odkrivanje vzrokov za nastanek letalske nesreče in ne odkrivanje odgovornosti posameznikov. Z izsledki naših preiskav poskrbimo, da se podobne nesreče oziroma nesreče z enakim vzrokom ne bi več dogajale. Svoje ugotovitve delimo s kolegi po svetu in oni z nami. Letalski promet po celem svetu je zato varnejši. Vse mlade vabim, da se pridružijo slovenskemu vojaškemu letalstvu. Če vas zanima tehnika in letenje, imate na razpolago precej štipendij. V prihodnosti se bo naše letalstvo moderniziralo, zato vam izziva v Slovenski vojski zagotovo ne bo zmanjkalo. Hvala za vašo pozornost. Za več informacij pa spremljate spletno stran postanivojak.si. Hvala lepa in se vidimo jeseni. Nasvidenje. Nasvidenje.